Živeli YouTuberi, evo, javljam se po dolgem času, spet se nisem oglasil nekaj časa, ker nisem imel kaj zapovedati pametnega. Ampak meni se v življenju dogaja veliko stvari in najnovejša stvar je to, da sem bil včeraj deležen nesreče pri Honda Civicu. V bistvu nisem jaz bil deležen, ampak je bil deležen moj brat. In sicer, če ne vem, če se spomnite, jaz sem bil na enem tekmovanju za nagrado za vikend z novo Honda Civic. In včeraj meni lepo Boris iz Suzuki Honda Ambrož servisa mi da ključe za čez vikend avto in jaz ves vesel se grem pelat. In jaz se peljem, včeraj grem malo Tivoli, vamo tamo, peljem na sladoled, romantika, te fore in prijem vesel domov. In gledam, pizdarija, avto je zakon, dober. In itak moj brat vesel ves na Volkswagene in to in videl tole Hondico in prav, daj mi en krog, sem rekel, ajde, pet se pelat, da veš, kaj je avto. In hajvan, kokar je, gre se pelat s svojimi kolegi. Pravim jaz njemu, človek, pazi na avto, da ne boš razbil. In kaj se je zgodil? Človek mi je razfukal avto. In zdaj jaz nisem v bistvu brez avta. In ta vikend ne bom se jaz furil. In kaj je bilo? Šlo gre, ne vem, eno restauracijo, tam Pijava Gorica, da gre jest. Zvečer, po noč, nepregleden ovinek, noč. Človek se, v bistvu moj brat postal na, kako bi rekel, točko vidljivosti in izletimo en kurac, mulac, neodgovorni, pijani, neregistrirani, brez luči, brez izpita, direkt preleti njemu iz boka in sleti v 3 pičke materine. In kliče mene srednjo oči, ker sem se jaz že pripravil, da ga malo pol kinkati, ker že v furu sem se malo pred igre da idem v stvar. Kurac, ne boš! Kliče me mat, enoga tvoj brat je naredil pizdarjo. In jaz sem mogel ob 11-12 zvečer lezati tja gor v pičku materinu, Bogu za nogu Pijavo Gorico, da se svađam sa narodom. In pridem tja ves jezen, ker mene sramota, bruka, dobim avto tesni, jaz konj posodem. In vračam danes avto razbit. In pridem tja, pridejo policaji, človek ne ve zase, pijanka kanta, zadrogiran neki klošar, ki nima pojma, ki ga boli kurac, ki cel dan pije, zato da zvečer meni avto razbije. In ljud sem bil ko pas. In pridejo on tam meni roko dajo, ma kakšno roko pizdati materina? Človeče, mogo si poginti, jebate, avto si mi sjebo. In pol prije policija, vamo tamo gledajo, kdo bo kriv. In hoče, da je moj brat kriv. Saj je res, da se on priključuje na glavno cesto sam. Ovinek je nepregledan, on nima luči, tiščuje ene 100 in moj brat je prišel sam na točko vidljivosti in BAM! In kdo je kriv zdaj tukaj? In kolikor je ta država butasta, vedno, da se ne ve, kdo je kriv. Po vseh pravilih, unka se priključuje na prednostno cesto, sem kaj pa v tem primeru. Niti blizu ni prišel, čez pločnik ni pogledal, že udara. In meni gre to prav na živce, mislim, v tej državi nič drugega, prije policaj tako izračuna. Sploh bolj ni kurac, da si ti kriv, ali ti nisi kriv, važno je, da oni prije dame pare. In pa one kurčeve zavarovalnice tam se drkajo, na koncu da deljeno krivdo za take fore. In mi zvečer tam ob 1 zjutraj, ob 12, puna gruča ljudi, en kamp na eni strani, drug kamp mi na drugi strani. In prije neka ženskica je meni se tam ufura kao, pravim jaz nje, glej, človek je neodgovoren, pije. Kako lahko konj gre pit pa vozat? Ajde, ful gre pit avto pa je bedarija. Pa da greš motor vozat, stari moj. Pa niješ ravnoteža, kako se lahko sploh držiš. Niš čudo, da se v pičku materno. In onda meni pravi, ja, tvoj brat tudi ni pravilno prišel. Ma kaj ni pravilno pizdati materina? Kaj ni pravilno? Ne me jebat, skor sem me zadavil tam. Če človek pijan kriv, brez luči, brez registracije, ma nima kaj tukaj biti. Nima sploh, da je na cesti gor. In če tak človek ne bi bil na cesti, ne bi bilo pizdarje. In mogel sem se tam svađati do 2 zjutraj. In danes odpeljam lepo na Ambrož avto, itak plače, direktorca plače, čerka plače, vsi plaču. A meni bruka. A kje je moj brat, bolj nje kurac? On razbije gre, jebe se njemu. A jaz se moram brukat tam pred vsemi. In še ena fora, taka me vozil avto vleka, mi je povedal eno zgodbo, da njegov prijatelj je šel s kolesom na Vršič. In se je z druge strani Vršiča spustil dol in ker je bil smotan, je očitno padel. In ker je človek zavarovan in hoče od zavarovalnice denara, ker je zavarovan za te stvari, ki se dogajajo, pokliče, mora dobiti i zapisnik.
in človek ga vpeljejo Senice v bolnico, leži tam in prije policija naredi zapisnik in mu da kazen 80 evrov. Policija njemu da kazen 80 evrov in pazite zakaj? Zato ker model ni prilagodil svoje hitrosti razmeram. Pa kva je s tabo človek? Pa jebate gumati poč, greš 30 pa se razbiješ in on ti bo dal kazen. Pa ste vi normalni. Pa kakšna je to država jebate? Pozameti, da pride na med, da naredi zapisnik, da dobiš od zavarovalnice, ker ti zavaruješ, daješ rento, daješ pare, prije policaj ti da kazen, starimo. Ker si ti sam fuknul, noben ga nisi oškodoval, ti dobiš kazen. Na kolesu. Neprilagojena hitrost. Pa je to normalno. In teh primerov još pa še, in jaz sem zdaj ljud ko pas. In zdaj sam gledam, kaj bo, mi bo prišla zavarovalnica, tam se nekaj uforavati, neke fore. Kakšne deljene krivde? Eno ti jaz prehajam, boš ti videl deljeno krivdo. Tam se ga brukam, pizdarija en mesec, jebem se z uno nagradno igro, da dobim avto in eto kaj sem dobil. Nisem po noč ni jebavo, mogel sem se jebati tam sred noči z unimi policaji pa to, zdaj sem ostal brez vikenda z avtom, bil sem brez avta za vikend in jaz sem dober, a mojega brata boli kurac. In na koncu bom mogel še na sodišča hoditi, jaz pičku materno. Zato bistvo te zgodbe je nikoli ne posojajte avtomobilov, ki ste jih dobili. Kad ti reče, da je en krog, pa glih ta krog se bo avto razbol. To je prav Murphy, veste kaj je Murphy? A ne? A mi daj še en krog, pa daj nekaj boš razbol. Ne bom. Pazite to, zdaj sem se spomnil. Ne vem, 15 let nazaj sem imel skuterja Tajfuna. Jaz sem enega frenda Leona, on je bil malo hakljav, znal je padati z motorji in on je bil pač vesel, ker se je z mano furil zad. In midva na gradu, in on mene pros, a mi daš, a lahko jaz malo peljam. A jaz uno preštrihu Tajfuna, polini kit, rumeno, novo, samo polini kit, zrihtan, feljuge, mislim, kaj že auspuh in to. In gledam njega, bi mu ga dal, a mu ga ne bi dal. In tako kontam, aj naj ti bo. In mi na gradu dol se začnemo spuščati, pravim, če razbiješ, plačaš, prav, ni problema. Pa ni menil 20 metrov, ene, dve hude bebe hodijo mim, stari, jaz gledam nazaj, on isto gledam, a kaj gledaš, gled naprej. In mi gledamo levo, pičke, stari, namesto da vozimo naprej, mi v jarak. Stari, mi v jarak sletili, jaz odskočil z unga Tajfuna na zemljo, 3 salte naredil, cel skuter, zjeban po desni strani, razvaljen, slomit, ošlo v 3 pičke materine. 20 metrov človek. In razbije mi Tajfuna. In kaj je bilo? Pol on menja, veš, bom ti dal denar. In ko sem jaz odpeljal na servisu, da dam cash, on prijeme s njem, on prav meni, ja, veš, ti boš dal pol. Ko bom jaz pol dal? Pa ti izgledal bobetine, jebem te smotan, namesto da gledaš naprej. Jaz v zadlo gledam, ne ti. In šlo po 200 metrih se jebem en skuter, pa da jaz pol para dal. In kaj je fora tukaj? Čim mal nekaj posodiš, takoj gre v kurac vse. To jaz teč te posojam. Posodiš eno stvar, pozab človek 3 leta, sploh ne ve, niti ne dobiš nazaj. Daš en krog, razbije človek, ubije se jebate, ubije se človek. Tako da sem jaz rekel, jaz več nobenemu nič ne posojam, tako da vi pa kogar hočete. Živeli.